Lepo pozdravljeni, hvala, da ste danes z nami. Mi smo sicer zapisali, da bodo morda tudi drugi ustvarjalci filma, že dela, samo reži. Kako ste vi doživljali, recimo, Urbana, koliko je scenarist je tudi bil pri tem filmu, mislim pa, da premiere pa ni potem videl, ne? Za to idejo filma smo nekaj, kako se je porodila, ampak jaz mislim, da je Urbana. Tudi ne vem zakaj. Urbana pač jaz poznam dokaj od nekdaj, pa so prav to, da imamo knjigo tudi, opisuje pozore, iz tega je še posebej vrede spoštovanja in tudi to ta njegova, bi rekel, krčevita bolj pa za življenje, potem skozi. S to dejavnostjo on se je prvo zbral kar naprej. In jaz sem upal, da bo sam potem zadnje leto je pa bil slabši. Tako da, ona tam sta šla posebej v Nepal, tudi snemati, pa se je zadovoljno dan še prijaviti, se mi je to mene ni zadovoljno, jaz sem jo samo pač tukaj razvedujo, ter nima. V času potresa, mogoče za nas, zanj se nismo o tem pogovarjali, vse skupaj se dogaja tam v hotelu Torok Pik, kjer pravzaprav vedno so bile slovenske odprave, tam se je zadrževalo, tam vidimo, da tudi vi hodite po tem hotelu in kako je hotel preživel potres, je še vse v redu z njim, bo še lahko pričakal slovenske trekarje pa alpiniste? Ja, jaz sem prej pač vsem, ki sem jih poznal, pač poslal mene, kako je z njimi, pa z njihovimi ljudmi, pa z njihovimi hišami, toliko, Tako da s temi, kar jih jaz poznam, je vse v redu, tako pa sem pač dal neko splošno pomoč preko Caritasa. Torej, hotel še stoji. To ste dobil informacijo nazad, ta Torok Pik še stoji, hotel še stoji. Pa tale legenda od vratarja, ki je tudi tle, tisti, ki so morda bili tam, je tudi lepo preživela, je še živ. Cela posadka. No, to za tiste, ki so kdaj bili, večina res, kadar gre v Nepal, prebiva v tem hotelu in mislim, da tudi vi govorite tole v hotelu, kar je zanimiva odločitev ustvarjalcev pravzaprav, da so vas tja postavili in da se tam spominjate, Tega smo jih pravzaprav odkrili, nekako leta 1980, tako da je na jednom tega aparatu potem sploh tudi jugoslovanski hotel, Zdaj pa tudi slovenski, močno. No, in tako, ampak tudi drugi, bi rekel, od prejšnjih republik prihajajo vse hrvaške prave, vse so bili tukaj. Res je. Mogoče, da greva zdaj vseeno k filmu, še to film je svojo pot začel na okviru Gorniškega festivala letos, Je bila včeraj projekcija tudi v Zagrebu? Imate to informacijo? Kako? Da je bila včeraj projekcija filma tudi v Zagrebu. To sem... Jaz sem še sem tam. Ste bil včeraj tudi v Zagrebu? Včeraj sem prijem za to, da je pogovor, S tem je Božič je pogovor vodil, Tako da to je bilo pa včeraj v Zagrebu? Aha, no to sem... Dvorana je bila napita. Ja, super, to mogoče za ta uvod, ampak zdaj nekje ste rekel, da to ni film samo o vas, ampak predvsem, da je to film tudi o drugih. Jaz mislim, da je film o vas, vendar predvsem v vlogi vodje odprave iz vseh teh vidikov odgovornosti, logistike in seveda tudi predvsem tega odnosa, ki nastaja na takšnih odpravah. Kako se vam zdi, če bi imeli možnost še enkrat odločiti, vse te pozitivne in negativne plati vodje, bi šel še enkrat po tej poti?
Teofilizem je pravzaprav, to so zgodbe, ki se meni držijo, ne, zato na ta način je ta film pač šel. Ne. In voda, sam niste videli v knjigah, več piše, tukaj je bil, ampak to so te dileme, ki se porajajo tukaj, pa tako. Jaz mnogo volje je to, da nekako skupaj drži to ekipo, hkrati, da tudi razumete, že je posameznega, logično, ne. Tako kot je Velicki rekel, tudi jaz na odpravi, ko sem bil prvič, nisem obogal, kot se temu reče, ne. Ampak jaz mislim, da to je dovoljeno, ampak moraš imeti razlog, tak tehten razlog za to, da ne obogaš, pa da se ne držiš nekih navodil, ne. No, ampak vi ste bil eno dovolj, precej zanimivo izkušnjo, ko še niste bil vodja odprave, ne? Ja. Ste pa vi tudi dobil nekako ukaz in prepoved, ne, da ne smete na vrh oziroma na goro samo do določene mere, ampak vi ste se takrat tega držal. Mislim, da je bilo to še zelo v enih zgodnih letih, nekje ste. To je leta 1965, ne? Prvo začet smo bili pač na to koto, kjer sta Metod Humor in Ljubo Juro potem prišla prvi gor, potem pa nadaljevali po grebenu, kjer smo se bali plazov v smeri, če bi šli na nas proti vrhu. Ampak, ko smo bili na tabor, smo videli, da so vetrovi sneg utrdili in nam se je njena tista vesina potem sprejemljiva, ne. In potem smo tam tehtali, ko smo ostali na tabori, da ali ne, pa na koncu so ostala seveda drugi dan, samo Pavle Šinec pa jaz, prva Šerpa. In takrat jaz sem sporočil, da bomo šli po tej smeri, lahko rečem, da je vodja na srečo zaspal tisto prvo uro, ne? Tako da je eno uro potem sem glasil in strogo prepovedal nadaljevanje poti. In mi se potem tehtala, to je huda preveditev bila, pa to smo še časi neki drugi, ne, leta 1965, ampak potem človek nadaljuje naprej, ne. Ker so razmere takšne, pot je bistveno krajša, lahko rečem potem, da 9 let pozneje smo mi dosegli vrh, prav po tej smeri seveda se je izkazala odločitev pravilno, ampak žal so pol leta prvi Poljaki po tej smeri prišli do vrha, ne. Mi smo več objavili, v tem primeru se je vodja pravzaprav napak odločil, ne? Ja, ampak in tudi malo pokvaril celo odpravo, ne? Ja, pa to je tako vedno, to je nekdo začne smer, pa je lahko potem nekdo drugo končal. Včasih je bilo več fair playa, da se je, če nekdo se začel plezati na smer, se je pustil pri miru, potem tisto, dokaj ni ali splezal ali pa pomagal, ne? Zdaj pa pač vse gre, tudi Poljaki so, bi rekel, dobro poučeni o naši smeri, točno potem prišli na vrh. In žal je še to, da bi širameri v Himalaji lažejo od 5000 naprej za 400, 500 ali 600 metrov, tako da takrat zadnja dva, Sazonov in Dimitrov, ki sta bila pod vrhom Kamačka, sta bila samo 100 višinskih metrov oddaljena od vrha. Se sta to gotovila, da ne bi vsega mogla priti, ampak takrat smo sodili, da je to 300 metrov, resnic pa samo 100 metrov. Tako, in teh zadnjih 100 metrov so potem Poljaki naredili. No, vi ste imeli pravzaprav zelo intenzivne odnose z, rekla, kar najpomembnejšimi slovenskimi alpinisti, ne? Zdaj se nekako dotikava tega klubovanja Tomaža Hubarja, ampak kljub vsemu sem tle poiskala, kaj pa je vam on napisal, ne? Takrat se je to, kako ste rekel v filmu, precej potencirali, ne? Ta spor vam je pravzaprav predvsem to naredil, da je ugasnil pa šel, ne? In rekel, da gre dol. To je bilo tisto, da pravzaprav na nek način ni povedal resnice, ne? Ni bil prekrašen, to odnešeno, prekrašen, ki je bil, da se je zlagal. Kaj je to povzročilo? To je povzročilo potem, ko gledaš tisto v hribih, ne? Pa da je tudi nobenega glasu, povem, da se mora nekaj zgoditi, ker
po 2 do 3 urah bi se moral oglasiti iz enega tabora, spet 2 do 3 ure podaj, spet iz druge, to, da je pustila ta negotovost. Sam, jaz spet v takih lovanjih malo užival. Moram reči, da je domnevam, da je to tudi njega konec koncev pokopala. To njegovo, on je dobesedno želel imeti vsaj navideznega nasprotnika, če je pravega. In zato je potem lahko tudi vodja odprave. Kajti po svoje je vstopil v Himalajo, tako kot piše tudi v knjigi, prinesel vse, ko je bil skosen. In jaz sem videl, da te mladi takrat ne bodo zdaj pa prišli v Himalajo, ker tam rekel srednja generacija jih tudi ima država stala. Ta konkurenčnost je med alpinisti počasi naraščala, včasih več sodelovanja, potem pa je bilo med sabo že več rivalstva. In takrat je pa Stare Belek organiziral odpravo na Ganež, to je bilo eno leto prej, spravo leta 1994. In 19. je bil šlo, tukaj sta pa dače bila taka kakor komercialna odprava in moram vedno razhubanja, potem ne bi prišli gor. Tukaj sta pa dva dobra alpinista, Grega Kresal pa Tomaž Humor, ki pravzaprav nimata možnost priti do Himalaje, da je vzeli jih sapo in komisija bo pokrila njene stroške. In to se je zgodilo in Tomaž Humor je uspešno skupaj z Belekom prišel potem na ta vrh. To je lahko dobro vstop v Himalajo. Vrh je bil ravno tako visok, da je, bi rekel, ne previsok glede višine, tehnično pa težak. No, drugo leto je pa potem šel pa z našo odpravo na tole Napurno in ta Napurna je bila pravzaprav njegov pobednih najvišjih dosežek lahko. No, ampak vse, jaz sem zdaj izbrala, kaj je vam napisal Tomaž Humar. Ja. Bil mi je velik učitelj življenja, bil si mi velik učitelj življenja, čeprav te nisem vedno razumel. A morda je bistvo prav v tem, ne? Skratka, dal je jasno vedeti. Vi ste njega uvrstil med 3, kot ste poimenoval, angele svojega življenja, ne? Drugi je Bojan Polak, ki je danes tudi tu z nami. Tretji pa Tomo Česen, ne? Kljub temu sporu. In zdaj vas sprašujem, vi ste veliko ljudi, prijateljev izgubil v gorah, nekatere pa tudi zaradi funkcije, ki ste jo imel in v komisiji in kot vodja odprav. Česen je verjetno še eden od teh, ki ste ga izgubil kot prijatelja zaradi te svoje vloge. Ja, poglejte, ker sem zadnjič razhodil te arhive pa te papirje, ko bereš imen in to vse je kandidiral za kakšne odprave, potem videli, da jih je 2/3 bi rekel ostalo doma, pa samo 1/3 šla na Himalajo, tistih 2/3 te pač najbolj ne badajo. To moraš prenesti, to vsak, ki je vodi v podjetju ali kjerkoli mora to prenesti. To je pač nekaj drugega, kot pa samo sodelovanje. Sem pa tle študiral malce razliko med nami v Angleži in sem gotovo, da nam Slovenci upravimo take individualne akcije. Martina Krpana, pa še Partizanov zasedi, pa kaj podobnega. Te bitke so druge značaje, v resnici. Recimo že Srbi so veliko državotvorni, oni so prevedli od Johna Hunta Zmago na Everest, se pravi knjigo, ki govori o organizaciji, Slovenci niso prevedli. Enako so prevedli Boniknovo knjigo o jugozahodni steni Everesta, mi jo niso prevedli. Mi so samo prevedli knjigo od kakšnega posameznika, ki je kazal potem tisto, kako je on plezal pa tako in pravzaprav delo odprave sploh ni prikazano, ampak samo osebno vraštvo. To nam nekako paše, to nam paše tudi kot naciji in jaz mislim, da nas to tudi nese v tem smislu, da smo neuspešni na tem področju. Mi smo posamezniki zelo dobri, skupaj pa ne znamo nekako narediti nekaj. Ampak zato nam gre pa morda dobro v alpinizmu, ker nazadnje alpinizem, tako kot tudi sami ugotavljate, je zadeva, ki zahteva in kjer so veliki egoizmi, veliki individualizmi. Najbolj smo zato uspešni tudi zdaj, ko se je pravzaprav ta oblika odprav nekako spremenila in ko je pravzaprav
zavladal ta drug način, alpski način osvajanja vrhov. In mi smo to, kar ugotavlja poljski alpinist, 30 let še vedno ostali in zdaj so tudi te individualni uspehi še vedno veliki. Ja, seveda. Najprej sem lahko na tiste angele, Torej, ko moja generacija, moji prijatelji, Metod Humar pa Pavle Šilec, ki so nekaj plezati, sem jaz tako rekoč ostal nekako sam. In takrat se je pojavil Polak in me v bistvu povabil v svoje naveze zdravo, ne bilo treba. Pa sem srečal, recimo, potem je že moj sin bil, Tomaš Rajca sem srečal zaradi nove ideologije, zato je čisto glih, pa kaj se je to zgodilo z drugimi stvarmi na Kitajca. Tista povem, da je to. Zato se tisti vpliv, dober vpliv, pa dobro sodelovanje se ni nič spremenilo. To je tisto, vse je res. Kako je bilo potem res tisto, kar se je dogajalo? Ne moram biti zdaj nazaj in reči, to moj pa skozi se reči, sploh ni res, to pa bil zelo dober alpinist. Samo pa je pa več je pohitev, mislim tako, kako po svoje tudi Tomaš Humar. Zdaj ravno uspeh je rekel, v Franciji se je s tem več možno skratiti, so volke bolj željevite, skratka, alpinisti. Tako, nekako bi rekel, želeli smo uživati rezultate prej, kako so pa tisto delo dokončali. Tako nekako je bilo tole. Drugač pa je alpinizem, egoizem, to mogo samo pogledati, koliko že domači ljudi od 13 stran od tega zgora vse. Sploh ne uživiš na tem, v kakšno te stopo izpravljaš. Z odhodi, ja, ki moja žena rekla, nevarnostjo. Rekla, kad sem prišel sredi noči iz centralnih Alp, bi šel v Mlije, sem rekel, če te je zelo skrbel. Rekla, predvsem ne je, ampak v bistvu se pa itak cel življenje počutim kot polovično glava. Polovično glava, ja. Mogoče, če se še na naslov vrneva, Tone, javi se, to ste najbrž velikrat slišali, ampak pravzaprav naslov je vendar vzeti iz te situacije nekak zadnjih besed Marije Frantar, ko pravzaprav ni se prav vključila, oziroma ni poslušala vašega nasveta, da se obrne, ampak treba je vendar vedeti, da pravzaprav so to velike višine, da na 8000 metrih in več najbrž človeški možgani več ne delajo na isti način kot spodaj in pravzaprav je vodja odprave, o tem sem razmišljala tudi nekak razum, ki ostaja in ki mora te, ki so tam gor, nekak vleči in prizemljevati tudi takrat, ko morda jim misli že uhajajo drugam in samo cilj še vidijo. Ete, ta tole javi se slišiš, recimo z vrha Everesta, z vrha Kajgvača, pa slišiš nekaj nekdo v stiski, ali takrat tako. In pravzaprav ne veš, kaj pomeni, ti si v striki prvi, ko se javi. Ali je testopa ali to. V bistvu te stvari, kadar je slabo, ta testopa traja veliko dlje časa in žal, takrat, ko je veselje. Ker ko je veselje, kad dosežeš vrh, to je samo tisti trenutek, potem pa že nastopi skrb za povratek nazaj. In tukaj ta nasilna ambiciozna ženska, ben si bala hkrati te konkurence, ona je vedela tudi tukaj v Alpah, je Mariča jevala kot, če je morala kdaj slučajno obrniti, je jevala kot osebni poraz. Tukaj sta začela popolnoma nemogoče vremena, da bi sploh dosegla vrh, ampak ker sta to vedela, ona je vedela, ona je bila vodja tukaj, ker sta to vedela, radijske zveze ni uporabila, da ne bi slišala na sveta, ne gre sta dol. Jaz mislim, da se je radio pokvaril ali karkoli, gora je bila le mogoče, tam na 8000 metrov, 200 na goro, to se je bila kar trčica, ki je šibila čez vrhove. No, ko sta se oglasila, vse te slišali, jaz sem še nekaj govoril, kako ne bo ta dobro šla groška, sama šla, kar rekel, nikoli več ne bomo videli. Ja, mi imamo tudi mikrofon za vas, vas seveda vabim, da
gospodu Škarji tudi vi zastavite kakšno vprašanje, bi kdo želel kaj vprašati? Ne še? Mogoče bo vmes še kakšno. Bom jaz še kakšno vprašanje postavila. Zdaj ta Everest, ne, pa tudi nekako tisto, kar najbolj svetla točka najbrž vsega tega dogajanja, kot največji podvig, logistični podvig, organizacijski podvig in seveda tudi sam uspeh, ne, kjer recimo je bilo to takrat, vidimo tudi sprejeto v sami družbi, celo politika ne, imela veliko zapovedati. Zdaj, vi ste vse skozi, se mi zdi, bil zelo pomemben člen, kar se večkrat pozablja tudi pri zbiranju sredstev. Ne. Tako kot je rekel Bojan, ne, pravzaprav ste omogočil na nek način mnoge odprave, mnogi, ki so tudi ta denar veselo porabljali za svoje podvige, ne, so pa kasneje imeli veliko pripomb in kritik, pa me zanima morda neka usporednica, kako, ker ste vodili komisijo do lanskega leta, ne, kako bi lahko primerjali tiste čase pa današnje čase, ne, zdaj te od 90-ih dalje, kako je bilo prej zbirati denar, kako je bilo potem v tej drugi polovici. Jaz lahko to rečem, tiste prve odprave, ko so bile, te so v bistvu državne, ne smo države lahko dala denar, ker je bilo neprimerljivo, da bi zbrali sami. Ne bi sami zbrali, to bi bilo razliga standardna, pa to je bila popolna, ne, taka, ni bilo mogoče. Karte so relativno, recimo vozne, relativno veliko dražje, kot so pa zdaj. $6,000 so recimo leta 65, pa veste, kaj je $1,000 leta 65, kaj pa $1,000 pomeni zdaj, ne? To je 1:10. In takrat je bila to država, ki je to dala in je to odprava potem stavša se trajala. Potem pozdaj so podjetja začela pomagati. Firme tudi so zelo veliko, dobro pomoč so dobili v tistih časih, ko se je režim začel spremeniti, tik pred osamosvojitvijo pa tako, takrat je politika bila nenavadno naklonjena te struni nacionalni interese, ne, tako v športu, pa je pozabila spet, ampak je uporabila za druge stvari, ampak takrat pa smo pa dobili na ta način v podjetji in to smo bili denar zunaj, tisti, ko je Slovenija deponirala ven kot za sebe. Takrat je, če politik pa če nekaj ena firma dala, pa je dala, nekaj je bil to, oni so bili dali tende. Potem presenečen se pa bil, kako je ta nacionalna zavest neverjetno hitro padla po naši zaposvojitvi. Tudi šolo pa smo imeli take težave, kot nikoli prej za financirati. Skozi, ne? No, potem se je pa uredilo to financiranje športa, te ostali športniki alpinistov niso pa več parali kot tako med sabo. Pravzaprav je to i tak slovenska navada, da bega vrca malo še na sebe. Ne? Ampak takrat je država pa nekako uredila, ker šport je bil edina po svoje, a pa najbolj uspešna stvar sploh. Tako da je od ministrstva so prihajala sredstva, ki prihajajo za posameznike, za tiste, ki so za program vrhunskih športnikov, od fundacije pa za take posebne akcije, kot recimo za olimpijade, svetovno prvenstvo in tudi za odprave. Recimo financirajo se dve odpravi na leto, ena mladinska, pa ena taka, kot bi rekel, v športnem smislu članska prava. Tako in lahko rečem, da iz te plati pa ni bilo nikoli. Danes je denarja relativno več kot kadarkoli. Ravno na ta način in jaz bi rekel, da manjka programov, manjka za ta denar, tako da je denar težko kvaliteto zapraviti. In to je, da bi rekel, zadnjih 5-6 let posebno. Tako.
predvsem po vsem športu, točno vsi jadrajo do edinega danega maja. Mislim, Meldana je kot kadarkoli, to se tudi vidi. In vsaka prilika, če se ne malo bolj potrudi, zlahka pride v Himalaja. No, tudi cene so bistveno nižje, ne, tako da odprave so zdaj manjše, take ja, in moram reči, žepne. Vse, torej, če pa daj primerjam na tole, in to bili alpinisti, torej so zdaj bolj netrenirani, opremo je boljša, lepša, lažja in tako naprej. Tistega skupine sodelovanja je pa manj. Del se me poskušal, tale je velika mladinska reprezentanca, ko je spet nekaj, ampak ko pa gledate te, katere gore, to so gore, ki so visoke, toliko kot so v Andih visoke. Nekako 8000 po težkih stvarih pa se nismo dotili že vrsto let. Pa je kakšna taka odprava zdaj načrtovana? Ni načrtovana, samo cilji čakajo. Čakaj. Ta mlade alpiniste. Ja, tiste, ki bojo pač se upali za... No, sej smo uspešni, ne, sej so kar... Toliko smo krivili, kaj še Zeng je prezavija, ne. To je, kaj ta cenosta prezavija, što je v okviru te odprave naredila, ne. To je lahko edini spod na alpski način, da vsem pomoru, kaj še Zeng je. V vsej zgodovini himnalizma, ne. To je skoro premazda, no, ampak kaj še Zeng pa neverjetno veliko, visoko, vzhodno in težko stiran, ki je še popolnoma nedotaktena. Torej, izzivov je še kar veliko, ne? Ja. Zlatih cepinov za Slovence pa tudi še kar, da čakajo, ne? Sej kar veselo usvajamo ta priznanja. Je zdaj kakšno vprašanje, se je že kdo odločil, kaj vprašati gospoda Škarjo? Me kar preseneča. Da ni. Potem pa mogoče še to, ne, zdaj tam v filmu pravite, da nekako se leta le nabirajo, ne, in ni več pravih moči, pa včasih sta bile po 2 ture, ne, oziroma dvodnevno, enodnevno, zdaj jih obratno, ne, a naporna? Ste želeli ta krok, ne? Prvi hrib, na katerega sem začel hvaliti, bo mi višji hrib, Gobovica, in pa še bil zadnjih, na katerega bom prišel. Vse hvala bi pomest. Vse pomest. No, zdaj to se hotela vprašati, kako zdaj ohranjate, ne, zdaj tam leta 12, sem prebrala, 2012, ste opravili še eno tako res orang plezalno zadevo, ne, se pravi, Teranovo smer v dolgem krzu. Ja, ta je bila taka zadnja, ne, ampak kako pa ohranjate stik z gorami? Recimo zdaj... Ja, pa več spominjali, ki prišel zdaj, recimo, selekcioniram diapozitive, ker so nevredne količine, sestra Majda je pričan, pa ne veš, to delam, 90% diapozitiv gre vakante. Kaj pa to delate, ne veš, gospe Majdi, to je v Domžalah, pa imate tukaj še kaj, ali kako? Ja, tukaj jaz jih prebiram, ker sem na ta način se bodo ohranili tisti, ki so dragoceni, da bodo šli potem na te medije, DVD, ker če jaz zapustim te diapozitive, tako so zdaj, ne bo nihče nič iz njih. Prav, zdaj se selekcionirajo. Bošte vsi vam to, ne? Tako pa, bošte, tako da jih bomo še vedno dovolj teh, ne, ostali pa grejo. Neverjetne količine, ne? Neverjetne. Zanimiva pripeljava te digitalne fotografije zdaj, ali pa v nas diapozitive. Diapozitive se vam tako šarijo, kakor za digitalno, ne? Ker lep prizvat, na svoj tudi si 10 podobnih posnetkov naredil, podobnih enakih, ne, tako. Zdaj pa tudi, zdaj jih moraš v skupico sprobili se, če tudi ne vidiš, ker je pisal. Ne, tudi spomin umaga. Ja. No, kaj pa poleg pisanja še selekcioniranja diapozitivov, kako še kakšen drugačen stik s hribi? Ostaja še kakšen drugačen stik s hribi? Ja, kar je grem po teh tamalih, pa tak, postop seveda posil. Pač, če da vprašamo, pomagamo nekaj podobnega, ne? Drugač pa ne bom več tudi sam hojiš hoditi in ne dam več srce, pa pljuša, pa lahko vladati, ne? Pa slabo skrbim za svojo kondicijo, moram reči.
se mi zdijo ti diapositivi bolj pomembni kot pa fizična kondicija. Jaz sam, ja. Tako kot fizična pojava. Kako se pa človek počuti, če v njem posnemajo dokumentarni film? Kako? Kako se pa človek počuti, če v njem posnamejo dokumentarni film? Jaz pa gledam, da se nisem s tem filmom nič ukvarjal. Ker ta dana, ki sem naredil, odgovarjal, nič, samo na koncu, ki še s novim materialom sem pogledal, da sem 2 imeni zamenil, ker so se zbotili, ne? Tiskrat so se zbotili pri kakšnem, da so Hrimu drugače rekli, kot pa je v resnici, no se jim niste povorili, ne? Recimo Živar Kečetenge pa Janom, kaj je za mene, treba bilo čisto zelo, tako. Vse ta film je tako umetišen, tako delo, kako napisati knjigo ali karkoli, to so avtorji in v bistvu pogledaš, tako kot jaz tam tekst pogledam, recimo, kako kaj napišem knjigo, samo zato, če veš taka groba napaka, ki kar preskočiš, ne? Recimo, imena, vejce, ki podobnejo, samo toliko, prav nič drugega. Če bi jaz tukaj dalo jasno, ne? Ampak jaz to moram si dati filma, ne? Jaz bi samo v tistem NLP-ju, tistega migrantov skozi, da ti zgajeti, tudi No, meni se zdaj pa zelo zanimivo, prav ta NLP, ki še nikoli nisem ne v vaših knjigah prebrala, ne slišala, mislim, da tudi v vaši knjigi, ki ima 400 strani, ni te zgodbe v NLP-ju. Več kot je, v Everest, ampak smo to odmirni, on je rekel, da to videl. Pa kot? Ampak to niste kot? Dejansko on se ni zlagal. To je bilo sigurno nekaj biti, ne? Pravi, da so tako treba šili teren nizko na Cerno Mlajus, šle proti Indiji, obšto Kitajsko, tako letalo, presmeli, da bo pregaj. Vojska se je igrala, veste, veliko več stvari, kot mi ne bilo, ne? Dronov pa takrat še ni bilo, ne? Mi smo bili, takrat se zemlje smo dejali, to je bilo tako, tak, ne da pa dala dala, ne? Ojetiju člankom je šel zdaj. Zdaj je moj v temnem planinskem listiku. Vaš članek? Ja. Tudi dobra fotografija njegove stopine. Od vseh fotografij stopin Jetijevi, kar se je naredilo v Himalaji, so tega prva najboljša. To je vaša fotografija? Moja. In kje je nastala? Tako je. Vse piše, to je vsi Himalaji nastala. Z Jetijami pa tako. Eno področje Himalaji govori, da je to Jeti, drugo področje Himalaji govori, da je to Medved. Vsi Medved. Mi ljudje ne bi prenesli še enem vrste ljudi, da nekje tako naprej bi že stvari povedali. Se pravi, to je Medved in ne Jeti. Ja, sigurno. Vidu ga pa niste, imate pa sliko. Izjemni pogoji so bili. Čez pol ure pa nisem sledili bil več, ker na starem temnem snegu, centimeter novega povrha, mi je ravno, da ga nismo srečali, on je nas videl, mi smo se pa ukvarjali po tisem bovanih. Po bovanih on je zelo nevarno in bolj zgledati pod noge, če je tih odščitve in podobnega. In on je nas zagledal in je tih pred nami vzavil prav pot ostalo, ne da če niso ravno tam jad kot mi čez. In stopine so popolno vzgledali. Stani. Z blazinco? Stani, prsti, s temi življenjskimi, kot se reče. Črtami? Črtami, ja, odtisi. To bo zdaj kje v Planinskem vestiku? To v Planinskem vestiku. Reklamo za Planinski vestik. Ampak mi je dali pelov, Pokona Frelih, delala dopisnica iz Moskve, je zadnjič napisala tako malo zelo tožno. Aha, o tem ustavljanju, o tem prebeglem vohunu, ne. Prav, vrsta ljudi je že izdala v tem knjigo, ki ga sploh niso srečali. Jaz sem ga posrečila takrat, ko je še bilo Belkero na letališču, pa govorila z njim, potem nekaj napisala, samo to v Sloveniji nič ne šteje, veste, tako, in tudi te Jeti v Sloveniji nič ne šteje, če pa to Švistar postane, da ne govorimo o mesterju, pa sedacija, ne. No, pa smo imeli nekaj... To so slovenske zgodbe tudi. Mislim, da smo imeli možnost kakšno stvar še slišati več kot v filmu in temu služi tudi takšen pogovor. Roke ni, pogumnih ni danes, spraševalcev, tako da bova zaključila naj pogovor. Jaz se vam, gospod Tone Škarja, zahvaljujem, da ste prišel z nami. Najbrž kolikokrat ste zdaj že pogledal film? Jaz ne 3-krat.
trikrat, no to še nikoli. Jaz rajše gledam umetniške filme, tudi če so naprimer dokumentarni film, tisti Mesterjev na Parplatu je bil izreden. A pa tisti summit vrh je bil na Lanskem festivalu, to je rekel polno dokumentaren, malce odigranega, drugač pa se je pa različni dogodek, tako da je rekel profesionalno pa se je tako zanesla. Jaz grem samo tja k filmu, kadar, čeprav še pa za pogovor. Ja. Enkrat pakrat me v bistvu ni dosti videti. Jaz sem vesela, da ste danes bil z nami. Želim vam še veliko zdravja, zato da boste tole svoje, kar se tiče arhiva, uredil, da boste izločil najlepše diapozitive, ker so najbrž izjemno dragoceni in jaz mislim, da vse ne bi kar tako končali, kje na smetiščih. Ne, v te stopine ne bojo končali. Te so zdaj že. Seveda, hvala tudi vam, da ste bili danes z nami in da smo skupaj preživeli lep alpinistični večer. Hvala lepa.